Pozdravljeni. Torej, kot so že vsi moji predhodniki povedali, je tema letošnjega posvetovanja pandemija in odzivi arhivov na situacijo, v kateri smo se arhivi znašli. Zato bi v tem uvodnem nekako predavanju želela osvetliti vprašanje pandemije in njenega vpliva na arhive tako doma v Sloveniji kot tudi po svetu. Dejstvo je, da je bilo do danes pravzaprav opravljenih precejšnje število raziskav o odzivu arhivske stroke na vojno, na naravne nesreče in druge oblike socialnih stisk. Posledice takšnih nesreč so pravzaprav tudi na samem vrhu seznama v smislu akademskih razprav, ki jo takšne razmere dejansko sprožajo. Predvsem vprašanja, kot so razseljeni arhivi, s čimer imamo izkušnje pravzaprav tudi pri nas, in njihov vpliv na veliko širše pojave so dejansko v središču pozornosti že desetletja. To je pravzaprav navdihnilo tudi Mednarodni arhivski svet, da ustanovi strokovno skupino za arhivsko dediščino, ki v zadnjih letih pospešeno opravlja svoje delo. In ta zadnja pobuda dejansko Mednarodnega arhivskega sveta dobro nakazuje veliko bolj celosten pristop in prehod z tradicionalnega regionalnega vidika na bolj mednarodno razčlenjena vprašanja. V tem svojem prispevku bi se nekako želela osredotočiti predvsem na pandemijo COVID-19 in na vprašanje o tem, kako se kulturne institucije dejansko odzivajo na nastalo situacijo, torej ne samo pri nas, ampak tudi v tujini, in predvsem, kako so se na to odzvale tudi naše mednarodne krovne organizacije. Pandemija je namreč povzročila neizogibno upočasnitev in motnje v naši rutini dela. Nekaterim tistim, ki smo kar, bi rekla, precej obremenjeni, je lahko ta premor, ki ga je dejansko prinesel COVID-19, deloval kot neke vrste dopust. Ampak v resnici je temu sledila velika negotovost, skupaj s tveganji ne le za zdravje, ampak tudi za finančno stabilnost, predvsem pa je postavila veliko vprašanje, kako se bomo kulturne inštitucije odzvali na to situacijo v smislu zagotavljanja naših uslug uporabnikov. Ta prispevek nekako postavlja pod vprašaj vlogo arhivskih ustanov v času težav s posebnim poudarkom na trenutni realnosti pandemije COVID-19. Poskušali smo nekako oceniti, ali igrajo arhivske institucije aktivno vlogo ali se izogibajo s tej svoji vlogi in so ostale samo zgolj pasivni opazovalci. Vsekakor si lahko predvidevamo, da arhivske institucije tudi v takih primerih zasedajo osrednje mesto, saj v takih časih pogosto preusmerimo svojo pozornost na ponovno iskanje in prevrednotenje svojega poslanstva in svojega dela in na iskanje seveda novih načinov. Takšna situacija lahko arhivom ponudi priložnost, da pritegnejo pozornost in delno prispevajo k redefiniranju svojega položaja v družbi. Arhivi so trajen spomin na dejavnost posameznikov in na njihov odziv na dogodke v vsakdanjem življenju in prav zaradi te konotacije so tako pomembni in tako dragoceni in ravno v primeru pandemije se bo pokazala ta njihova vloga. Kot smo že omenili, se ta študija oziroma ta predstavitev osredotoča na vlogo arhivskih ustanov v kriznih časih. Pomen kriznih časov za obseg te študije je opredeljen kot motnja na nacionalni ali mednarodni ravni, ki negativno vpliva na življenjski slog velikega dela prebivalstva. V naši nedavni preteklosti so bile povojne, potresi, poplave in druge naravne nesreče, in to so bili tisti trenutki, ki so vodili v nastanek mnogih zapletov glede arhivskega gradiva, pri čemer so nekateri postopki še vedno v teku. Ena izmed takšnih razprav je vprašanje razseljenih arhivov. Omenila sem pred tem, da je tudi Mednarodni arhivski svet ustanovil posebno skupino, ki se s tem ukvarja. In za te razseljene arhive se je nekoč uporabljal izraz podvojne trofeje,
ali kot temu pravimo danes tudi v našem prostoru skupna arhivska dediščina. O tem vprašanju je že pred 2 desetletjema pisal Šarl Kečkemeti in poudaril, da tovrstni izzivi predstavljajo težave za mednarodne organizacije in vse druge vpletene institucije pri vodenju tovrstnih razstav. Zdaj mogoče ne izkoristim to priliko, ampak povem, da je Šarl Kečkemeti, ki je bil prvi in torej 40 let generalni sekretar Mednarodnega arhivskega sveta, ravno letos v februarju mesecu, prav zaradi razloga, ki nas je danes zbral na tej konferenci, se pravi COVID-19, nažalost torej se poslovil od nas. In torej vidimo lahko, da torej ta pandemija nekako ni obšla arhivskih vrst. Torej po njegovem mnenju, v primeru, ko strast nasprotuje strasti, racionalni argumenti ne morejo prevladati. In v takšnih primerih morata biti po njegovem mnenju UNESCO in Mednarodni arhivski svet zadovoljna z razpravo in ne z dejanskim reševanjem tovrstnih vprašanj. Pandemija COVID-19 predstavlja problem različnih razsežnosti. To je resničnost, ki vpliva dejansko na ves svet in je uspela preoblikovati način našega življenja. To bo nedvomno tudi preoblikovalo arhivske zapise in arhivsko gradivo za prihodnje rodove. Zaradi razsežnosti krize so vodilne mednarodne organizacije poskušale mednarodno skupnost in njihovo strokovno članstvo poučiti, kako se najbolje spopasti s to situacijo. UNESCO je tako kot prvi podal izjavo z naslovom Preoblikovanje grožnje COVID-19 v priložnost za večjo podporo dokumentarni dediščini. Predstavniki različnih sodelujočih teles so trdili, da način, kako se svet odziva na svetovno krizo brez primere, bo del zgodovinskih knjig. Institucije spomina, vključno z nacionalnimi arhivi, knjižnicami, muzeji ter izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, že beležijo odločitve in ukrepe, ki bodo prihodnjim generacijam pomagali razumeti obseg pandemije in njen vpliv na družbo. UNESCO je v svoji izjavi predstavil 4 načela in smernice, ki institucije spomina pozivajo, naj grožnjo COVID-19 spremenijo v priložnost za večjo čezmejno sodelovanje in vlaganje v dokumentiranje dejanj človeštva. Mednarodna zveza knjižničarskih društev IFLA je podala izjavo z naslovom Ključni viri za knjižnice kot odziv na pandemijo koronavirusa. Ti viri se dotikajo različnih tem, ki so večinoma kontroverzne, saj bodo različni akterji v sistemu ocenili situacijo z različnih osebnih vidikov. Med temami, o katerih so razpravljali, so bila vprašanja zapiranja knjižnic, ravnanja in razkuževanja gradiva, socialne razdalje v knjižničnih okoljih in možnosti dela na daljavo. Za razliko od običajnega pisarniškega dela v knjižnicah in v arhivih, kjer imamo opraviti s knjižničnim in arhivskim gradivom, ki ga ni moč odnašati izven institucij, preprečujejo delo na daljavo. Kljub temu je večina arhivov poskušala preiti na delo na daljavo preko računalniške infrastrukture in oddaljenega dostopa. Nenadna potreba po delu od doma pa je povzročila tudi ponovno osredotočenost na katalogizacijo v knjižnicah in popisovanje v arhivih in bolj pozitiven pogled na to, kaj lahko arhivisti in knjižničarji v resnici počnejo na daljavo od doma. Mednarodni arhivski svet je pozval, naj se med pandemijo pri arhivskem delu uporabljajo 3 pomembna načela. Prvo načelo je, da morajo biti odločitve dokumentirane. Drugo, da je treba varovati in hraniti zapise in podatke na vseh področjih delovanja. Kot tretje pa, da je treba med zapiranjem arhivov torej poskrbeti za varnost, za hrambo in za dostop do digitalnih vsebin. Mednarodni arhivski svet je v svoji izjavi iz leta 2020 poudaril, da so arhivi skrbniki zapisov o pandemiji gripe leta 1918, ki jih proučujejo znanstveniki po vsem svetu, in te institucije bodo sčasoma hranile tudi arhivsko gradivo in zapise o pandemiji COVID-19. Ekonomski in družbeni vpliv pandemije bo potrebno ohraniti,
Ne samo zato, da bi lahko preprečili ali napovedali podobne dogodke, temveč tudi zato, da bi lahko razumeli vpliv, ki ga bo imel ta dogodek na sedanje in prihodnje generacije. Ker se gospodarski vpliv COVID-19 čuti po vsem svetu, se dokumentarno in arhivsko gradivo vse bolj smatra kot neke vrste uradno gradivo, ki bo ključnega pomena za varovanje, zajemanje in hranjenje evidenc neobstoječih podjetij in zasebnih subjektov. Na ta način bo mogoče ohraniti družbeni, kulturni in celo gospodarski pomen nekdanjih projektov. Torej, tukaj bi mogoče zelo na hitro predstavila dve študije primerov dveh uspešnih projektov, ki sta se razvili v mednarodni arhivski, bi rekla, srednji, ko sta dve instituciji prepoznali priložnost za interakcijo z javnostjo in za redefiniranje svojih tradicionalnih postopkov arhivske prakse, ohranjanja arhivskega gradiva in dostopnosti. Torej, oba primera prihajata iz dveh evropskih nacionalnih arhivskih ustanov, in sicer Danskega nacionalnega arhiva in pa torej Nacionalnega arhiva na Malti. Torej, nacionalni arhiv na Danskem je pričel projekt, torej, ki ga je navdihnil COVID-19, in sicer torej, šlo je za to, da je moral nacionalni arhiv zapreti svoja vrata za uporabnike, kar je pomenilo, da je dejansko ta projekt COVID ponudil način ohranjanja aktivne komunikacije z uporabniki in pa z javnostjo. Pripravili oziroma začeli so oblikovati dansko zbirko koronavirusa kot del splošne dokumentacije o zaprtju države v letu 2020 in ta poziv za zbiranje gradiva so objavile glavne institucije za dediščino v državi, torej Nacionalni arhiv, Narodni muzej, Delavski muzej, vsi lokalni arhivi in pa Kraljeva danska knjižnica. Šlo je za načrt zbiranja dokumentacije v zvezi z zaporami zaradi korone in prvi del tega načrta je bil, da so dejansko pričeli z zbiranjem tovrstnega gradiva. Nadaljevanje projekta bi moralo biti bolj sistematično in nekako načrtuje oziroma predvideva zbiranje tovrstnega gradiva, ki je nastalo pri državnih organih in pa pri javnih ustanovah. Prva faza projekta je obsegala nacionalni poziv vsem Dancem, naj prispevajo k dokumentiranju te krize s pošiljanjem fotografij in pripovedim iz vsakdanjega življenja, hkrati pa na ta način pomagajo sami sebi tudi, da nekako vzdržijo ta čas popolnega lockdowna, ki je deloval v državi. Razpis pod imenom Dnevi s korono sta vodila Narodni muzej in Kraljeva knjižnica, prizadevanja pa so dopolnili tudi v obliki javnega poziva za pomoč pri zbiranju URL-jev spletnih strani, ki so bile povezane z koronavirusom, profilov družbenih medijev, hashtagov, memov in drugega ustreznega gradiva. Druga ustanova, ki je začela podoben projekt, je bil Nacionalni arhiv Malte. V tem primeru so zbiranje gradiva na temo koronavirusa nekako umestili že v projekt, ki je bil že v teku, in sicer v tako imenovani projekt Spomin. In začetna faza projekta je nekako bila usmerjena v to, da pričnejo z zbiranjem materijala, ki dokumentira izkušnje ljudi v času pandemije. Javno so pozvali uporabnike, zainteresirano javnost, ljudi, tako po virtualnih intervjujih, po lokalnih televizijskih programih, po časopisih, da prispevajo in prinesejo svoje gradivo v arhiv. In seveda lahko si predstavljate, da je odziv pravzaprav bil zelo velik. Zbrali so veliko število tovrstnega gradiva, vendar bo tudi
temu začetku projekta nadaljevala, torej sledila druga faza, ko bi naj upravljali tudi strukturirane razgovore z posamezniki in nekako to speljali v projekt ustne zgodovine in ohranili tudi ta ustna pričanja. Torej, verjetno je po svetu še cela vrsta projektov, ki bi jih kazalo izpostaviti, vendar to sta dva nekako, ki sta v naši bližini in naj omenim, da so tudi nekatere slovenske institucije, predvsem slovenski muzeji, obrali podobno pot in pričeli zbirati odzive torej na pandemijo 19. Torej, eden takšnih projektov je v Muzeju narodne zgodovine v Mariboru, kjer so bili zaposleni pozvani k pisanju neke vrste dnevnika oziroma zbiranju svojih lastnih občutij torej na temo torej popolnega zaprtja države v smislu torej ohranjanja tovrstne dokumentacije za bodoče generacije. Pa si poglejmo za konec mogoče še to, kako smo slovenski arhivi delovali v času torej pandemije. Zdaj najprej je treba povedati, da v času pandemije v letu 2020, spravi v prvem zaprtju, torej v prvi razglasitvi epidemije, se pravi v začetku lanskega leta, so arhivi z izjemo dveh, ki sta torej bila v času razglasitve te prve pandemije popolnoma zaprta, delovali pravzaprav, težko bi rekla sicer nemoteno, saj vemo, da nismo bili odprti za javnost, vendar smo arhivi v veliki večini normalno delovali. Torej, v času zaprtja je bilo v slovenskih arhivih onemogočeno, tako kot sem povedala, raziskovanje po arhivskem gradivu v čitalnicah. Arhivi pa so uporabnikom omogočali pregledovanje že digitaliziranega arhivskega gradiva, ter v primerih, ko je bilo to mogoče, za uporabnike skenirali zahtevano gradivo. Tako so vsaj delno omogočili raziskovalcem delo z arhivskim gradivom. Število uporabnikov v znanstveno-raziskovalne namene se je zaradi zaprtja čitalnic v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za skoraj polovico. Torej, če smo imeli v letu 2019 4563 uporabnikov v znanstveno-raziskovalne namene, jih je bilo v letu 2020 torej samo 2884. Arhivi smo svojo dejavnost dejansko prilagodili tako, da smo zagotavljali dostopnost arhivskega gradiva zaradi potreb uradnih postopkov in sprejemali vloge za pridobitev podatkov oziroma reprodukcije arhivskih dokumentov po navadni ali elektronski pošti. Tukaj moram povedati, da smo arhivi, torej v smislu zagotavljanja svojih uslug tistim, ki arhivsko gradivo potrebujejo za torej uresničevanje kakršnihkoli pravnih interesov, dejansko upravljali nemoteno. Razlika je bila zgolj ta, da so torej uporabniki tovrstnih storitev obrazce za pridobitev kopij, ki so torej že bili dostopni na spletnih straneh, lahko tam torej sneli, jih izpolnili v elektronski obliki in jih posredovali torej arhivom. Ob tem smo uporabnikom arhivi izdajali tudi overjene prepise in reprodukcije v elektronski obliki, ter tako nemoteno nadaljevali z zagotavljanjem storitev. Da so se arhivi pravilno pravočasno odzvali in svoje poslovanje z uporabniki gradiva v uradne namene primerno prilagodili, kaže tudi podatek, da število izdanih overjenih potrdil in prepisov po statistiki ni drastično upadlo. V letu 2019 smo arhivi izdali 6847 uradnih overjenih potrdil, v letu 2020 pa 6370. Tako da vidimo, da je tukaj upad bil torej izjemno, bi rekla, majhen. Je pa seveda tukaj treba poudariti torej eno drugo zadevo. Tovrstno delovanje je seveda arhivom prineslo, bomo rekli, kar precej dodatnega dela, predvsem, če pogledamo
torej tiste raziskovalce, ki so gradivo uporabljali v znanstveno-raziskovalne namene in torej niso mogli priti v arhiv. Torej tukaj se je količina dela, ki je odpadla na, bi rekla, zaposlene, precej povečala, saj smo nekako skušali v veliki meri, če se je le dalo našim uporabnikom zagotavljati dejanske storitve. Strokovni nadzor pri javnopravnih osebah je v delih leta, ko so bili obiski pri javnopravnih osebah omogočeni, potekal nemoteno. Seveda v času razglašene pandemije in v času zaprtja države je tovrstno dejavnost bilo nemogoče upravljati in arhivski strokovni delavci so v letu 2020 opravili 619 obiskov pri javnopravnih osebah. V času zaprtja so bili nekateri od teh izvedeni s pomočjo vprašalnikov ali telefonskih razgovorov. Kako pa je bilo z delom od doma? Arhivski strokovni delavci so svoje vsakdanje delo v pisarni prilagodili razmeram pri delu od doma. S pomočjo informacijske tehnologije jim je bil omogočen oddaljen dostop do infrastrukture, ki je bila potrebna za opravljanje del in nalog. Prednost je bila seveda dana nalogam, ki so bile izvedljive od doma, tukaj pa se je prikazala tudi priložnost za opravljanje tistega dela, ki je bilo običajno zaradi drugih prioritet na čakalni listi. Predvsem pregledovanje in popravljanje zapisov v naši podatkovni zbirki, povezovanje in dopolnjevanje zapisov in podobno. Kar se tiče usposabljanja, smo arhivi večino izobraževalne dejavnosti pri javnopravnih osebah, ki delajo z dokumentarnim gradivom, uspešno preselili v virtualno okolje in tako izobrazili 812 oseb, od katerih jih je 254 opravilo tudi preizkus strokovne usposobljenosti. Če lahko zaključim, bi dejala, da so nove razmere spodbudile realizacijo drugačnih načinov komuniciranja z uporabniki arhivskega gradiva. Tukaj naj omenim predvsem virtualne razstave, ki smo jih arhivi v tem času postavili na naše spletne strani, tudi primer spletne trgovine zgodovinskega arhiva v Celju, ter razmišljanja o optimizaciji storitev za uporabnike v prihodnosti. Vsekakor se moramo arhivi prilagoditi digitalni dobi, morda podaja elektronske vloge preko spletne strani, mogoče kakšen skupen portal. Veliko od tega nam bo omogočala tudi storitev Slovenskega javnega elektronskega arhiva. Kot veste, je v septembru zaživela virtualna arhivska čitalnica in upam, da bomo tudi v prihodnje, v primeru še kakšne dodatne krize, lahko arhivi poskrbeli za to, da bomo svoje uporabnike lahko nemoteno, da jim bomo lahko nemoteno nudili naše usluge. Lepa hvala za besedo in še naprej vam želim uspešno posvetovanje.